Dober dan. Skupščina Nove Ljubljanske banke, sklicana za danes zjutraj, je odložena za največ 15 dni. Na skupščini naj bi država kot 100-odstotni lastnik med drugim odločala o nasledniku Franceta Arharja v nadzornem svetu te največje slovenske banke in o spremembah statuta, ki na določenih področjih krepijo pristojnosti uprave. Neuradno se je pred skupščino govorilo tudi o razširitvi dnevnega reda z zahtevo po informacijah v zvezi s prodajo Mercatorja. Pod okriljem Evropske komisije se danes začenja Evropski teden trajnostne energije. Tokrat poteka 9. je pa to priložnost za promocijo energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije ter izmenjavo informacij in dobrih praks med sodelujočimi strokovnjaki za energetiko. Evropski cilji, znani pod imenom 20-20-20, pomenijo, da je treba do leta 2020 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20% glede na leto 1990, pridobiti 20% potrebne energije iz obnovljivih virov in za 20% izboljšati energetsko učinkovitost, ta sicer ni zavezujoč. Elektro Maribor že nekaj let podpira mlade na poti njihovega izobraževanja, tako da nagrajuje najbolj uspešne študente Mariborske univerze in dijake srednje elektroračunalniške šole Maribor. Kot pravijo v podjetju, je odličnost njihovo vodilo in zato z veseljem pomagajo mladim, ki odličnost izkazujejo že med izobraževanjem. Danes so po 300, 200 in 100 evrov podarili najboljšim 3 dijakom letošnjega leta. To so postali Mihael Hajšek iz Kidričevega, Jernej Frangeš iz Slovenske Bistrice in Oton Vlasak iz Pesnice. Vsi trije poleg velike predanosti šoli osvajajo medalje na državnih tekmovanjih in se lotevajo raziskovanj ter iskanja praktičnih rešitev za vsakdanje življenje. Še novice za ljubitelje nogometa. Nasprotnik mariborskih nogometašev v drugem predkrogu za Ligo prvakov bo prvak Bosne in Hercegovine Zrinski iz Mostarja. Prva tekma bo 15. ali 16. julija, povratna pa teden kasneje. Maribor bo najprej igral v gosteh, nato pa doma. Še se bo nadaljevalo pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne padavine, deloma nevihte, manj dežja bo v južnih krajih. Sprva bo od 13 do 18, čez dan od 18 do 24, v južnih krajih do 27 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo delno zjasnilo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Športni center Pohorje ima od petka novo vodstvo, izredna seja mestnega sveta o koncesiji za vzpenjačo je odpovedana. Družili smo se z varovanci in zaposlenimi varstveno-delovnega centra Polž, kjer so predstavili svojo dejavnost. Sprehodili se bomo po Lentu in pogledali, kaj je naša kamera zabeležila v prvih dneh festivala. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.